danes slišimo pri sveti maši. Tisti čas je duh odvedel Jezusa v puščavo, v puščavi je bil 40 dni in Satan ga je skušal. Tole je slaba šala. Hudič je resna stvar, vidimo danes v evangeliju. Pred nekaj leti me je ugriznil pes. Bil je velik nemški ovčar, ki je čuval veliko kmetijo. Večkrat sem bil na obisku pri tisti družini in pes me je poznal, sem mislil. Večkrat sem ga šel pobožat ali se igral z njim. No in ko sem nekoč spet prišel tja na obisk, je jezno lajal. Stopil sem k njemu, ker sem vedel, da me pozna, ampak očitno me ni prepoznal ali pa ga je nekaj zmotilo pri njegovem poslanstvu čuvaja. Skočil je name in me ugriznil vsem gor v roko. Odtlej ne zaupam psom. Ne govorim o tistih ljubkih hišnih kužčkih, govorim o tistih velikih psih čuvajih. S takim velikim psom se ni zaigrati. Ima čekanje in močanje. Na tistega velikega psa sem se spomnil, ko sem poslušal danes tole zgodbo o tem, kako se je hudi duh spravil na Jezusa. S hudim duhom se tudi ni za hecat. To je kar očitno, a ne? Jezus je Božji sin in se je hudi duh drznil spraviti se nanj. Je pa hudi duh tudi malce podoben psu. Zna se dobrikati, zna si nadeti lep, prikupen videz, vabljiv je. Človek bi se šel kar igrati z njim, kar pobožal bi ga, kot včasih naredimo ob Miklavževem obisku, ko Miklavža spremljajo parklji, ki predstavljajo hudega duha. Potem pa se kakemu otroku zdijo prikupni, njihova dlaka ali dolg krep se jim zdi pripraven, da ga malce pobožajo in se z njim igrajo, ali pa ga primejo za njegove rožičke. Veste, resnica pa je taka, da se je hudega duha pametno čim bolj nadaleč izogibati. Ko mi hudi duh predlaga kak greh ali karkoli slabega in hudi duh mi nikoli ne predlaga kaj dobrega, potem se je najbolje obrniti stran in prositi Boga za pomoč in skušnjavo odgnati, tako kot je to storil Jezus v puščavi. Jezus, ti si se pogumno uprl skušnjavam hudega duha, mi pa nismo tako močni kot ti. Prosimo te za tvojo pomoč. Vedno, ko nas bo hudi duh skušal zvabiti v greh, nam pomagaj, da bomo bolj poslušali tvoje zapovedi in se vselej uprli grehu. Varuj nas vsega hudega. Amen. Lepo nedeljo nam vsem želim.